Živa. Nastja. Skupnost je veliko bolj odprta zdaj za te zadeve, kot pa je bila pred nekaj časa nazaj. Zdaj že veliko ljudi bolj razume, da je pri družini pomembno to, da se imajo vsi radi. Ne pa to, da je mama, oče, biološka mama, biološki oče, ampak da tudi lahko kdo posvoji otroka, potem, da so istospolni partnerji ali pa da se ločijo, dobijo novega partnerja, imajo nove otroke z drugim partnerjem in da to skupnost dojema, kot da je čisto normalno in čisto v redu. Ljudje so vedno bolj odprti, pa tudi vedno manj jih je vernih ali pa pač so kakšne druge vere in pač zato dopuščajo, da so različne družine. Potem pač ljudje postajajo bolj odprti, vidijo, da so vsi samo ljudje in ne delajo več takšnih razlik. Mislim, da so vsi enaki na zunanjost, naprimer, da sploh ne veš prvo, ali je otrok iz družine enakospolnikov ali iz klasične družine, ampak mogoče se razlikujejo samo po tem, da otroci, ki so iz enakospolnikov družine, malo bolj sprejemajo to in so na to tudi navajeni in se jim to ne zdi nič čudnega. Otroci istospolnih partnerjev se ne razlikujejo po osebnosti kot drugih otrok. Saj otrok, ki je otrok od dveh gejev, naprimer, ne bo on zaradi tega postal gej, ampak on se odloči sam, on se rodi takšen, kot je in nima to nič veze. Pač to so čisto normalni otroci, s tem, da imajo malo drugačen pogled na svet, verjetno znajo več stvari ceniti, so bolj odprti do drugačnih ljudi in jih pač ne zanima, ali so ljudje drugačni ali ne, ker so s tem pač odraščali. Mislim, da potrebuje ljubezen, podporo in razumevanje od svojih staršev, pa tudi do drugih. Ja, otrok potrebuje ljubezen staršev, podporo, razumevanje, to, da ga vedno poslušajo, da se imajo med seboj radi in da se ne kregajo. Ljubezen pa pozornost, da mu bodo namenili svoj čas takrat, ko jih on rabi, da ga ne bodo zanemarili na trenutke, ko jih bi otrok najbolj potreboval in se bolj spraševal, zakaj sam otrok ni tako odprt do njih.